Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica pa bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč deklica Juna mi je poslala čudovit videoposnetek, v katerem me je kar sama prosila, če lahko preberem čudovito slovensko pravljico z naslovom Nosku se zgodi čudež. Draga Juna, zelo si pogumna in seveda z največjim veseljem bom prebrala to pravljico zate ter za vse ostale poslušalce pravljic. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Nosku se zgodi čudež, ki jo je napisal slovenski pisatelj Franci Rogač. V gozdičku, nedaleč od vasice Snežink, še danes živijo različne živali. Med najbolj zanimivimi prebivalci so zagotovo ježki. Na svojih hrbtih imajo bodice in skrbijo za ravnotežje v naravi ter so nenehno v gibanju. Niti najtežji sadeži jim niso pretežki. Brez ježkov bi bil pravi dolgčas. Še najbolj zanimiva in posebna med njimi je družina bodica. Mami ježici in očetu ježku je na svet privekal sinko Nosko. Žal ni mogel slišati staršev, ki so mu govorili v uho. Nosko je nekoliko težje govoril kot drugi, znal pa je besede razbrati z ustnic. To, da ni slišal nobenega zvoka, ni zagrenilo njihovega življenja. Skupno vnemo in ljubeznijo se je vsa družina naučila govorice gluhih. Nosko se zato ni počutil drugačnega. Občutil je moč svoje domišljije in svojih ročnih spretnosti. Odločil se je, da se bo izšolal za čarovnika. Da bi se naučil čarati, je za pomoč prosil svojega dedka, ki je živel v bližini. Dedek ga je z veseljem podučil o vseh čarovniških skrivnostih. Nosko je znal s čarobnimi besedami in kretnjami tako navdušiti občinstvo, da si je vedno prislužil bučen aplavz. Kot vse nadobudneže so ga vpisali v šolo, kamor so hodili ježki iz sosednjih gozdičkov, ki prav tako niso slišali. Učitelji so jih tam učili znakovne govorice. Poučili so jih tudi, kateri sadeži so užitni. V zelo kratkem času so vsi vedeli, katerega lahko pojedo. Kmalu pa je Nosko ugotovil, da ne vidi prav dobro. Vse je bilo precej megleno, kot bi gledal skozi umazano šipo. Nekaj časa je to spretno prikrival, dokler niso opazili njegovi starši. S kretnjami so mu povedali, da mu bodo v težavah vedno pomagali. V manj kot enem letu je Nosko dokončno upešal vid. Ker ni mogel več videti, je bil zelo žalosten. Prve dni ni vedel niti, kdaj je dan in kdaj je noč. Zato se je večkrat zaletel v predmete okoli sebe. Vseeno pa je lahko občutil sončno toploto, ki ga je spominjala na dneve, ko je še videl. Čeprav se je moral odpovedati svojemu najljubšemu hobiju, je globoko v sebi vedel, da se ne sme predati žalosti. Tudi dedku ni bilo vseeno zanj, zato ga je večkrat prišel tolažit. Na srečo pa se je Nosko razvil voh. Z nosom je zaznaval prav vse sadeže, predvsem tiste, ki so bili nujni za njegovo preživetje. Našel jih je mnogo prej kot drugi ježki. Da bi lažje hodil, so mu izdelali posebno belo palico, s katero je na poti utipal drevo ali veje, ležeče na tleh. Nosko ni mogel ne slišati in ne videti, zato se mu je bolj razvil tip. Z nožicami je lahko veliko bolje utipal stvari kot drugi.
Naučiti se je moral tudi posebne spretnosti branja. Tej pisavi rečemo brajeva. Sestavljena je iz drobnih pik. Nosko jih je prebiral s svojimi blazinicami. Izraziti voh in tip je znal uporabiti sebi v prid, tako da je pomagal najti sadeže tistim ježkom, ki so imeli velike težave pri iskanju hrane. Nekateri zelo leni prijatelji so začeli izkoriščati Noskovo požrtvovalnost. Iz njega so se celo norčevali, ga ovirali in mu jemali dobrote izpred nosu. Kljub temu je bil Nosko dobrosrčen in jim je prinašal kaj za podzob. Vsak sadež, ki ga je hotel dati na svoje bodice, je podrobno otipal, ali je užiten. Navadno je komaj še zmogel nabrati dovolj zalog. Nosko se pred začetkom zime ni zavedal nevarnosti, ki bi ga lahko doletele. Kot že tolikokrat prej je po ustaljeni poti hitel iskat hrano. Nenadoma je začelo močno snežiti. Na zemljo so začele padati debele snežinke in hitro pobelile gozdnato pokrajino. Nosko je precenil svojo zmogljivost in je nabral nekoliko preveč sadežev, zato ga je začelo zanašati. Pri tem se je nerodno spotaknil ob vejo, ki je ni zaznal z belo palico, in je padel. Hotel je že nadaljevati, a mu je moker sneg onemogočil napredovanje. S hrbta je odvrgal nekaj najtežjih sadežev, a mu niti to ni pomagalo. Poskušal se je izkopati izpod snežne odeje, vendar je bil že povsem izmučen. Zaradi utrujenosti mu je pošla sapa in je omedlel. Noskove starše je pošteno skrbelo, ker ni pravočasno prišel domov. Prestrašeni, da se mu ni kaj pripetilo, so ga poskušali najti. Zaradi slabega vremena jim je na koncu ostalo le upanje, da se bo vrnil živ in zdrav. Tudi leni ježki so zdaj trepetali zanj. Snežink pa so se razveselili otroci. Takoj so se odpravili narediti sneženega moža. Odločili so se, da bodo letos izdelili največjega. Ko so ga skoraj dokončali, je bil snežak že tako velik, da so jim morali pomagati starši. Poimenovali so ga Kepo. V roke so mu dali metlo, na sredino glave korenček, na glavo so mu poveznili klobuk, iz gumbov pa so naredili oči. Zaradi mraza so se poslovili od njega in se odpravili spat. Tik pred polnočjo pa je v polni luni in njenih žarkih oživel, saj je imel posebno moč in je lahko hodil. Nos mu je pomagal, da je malega Noska takoj našel. Ker so Kepa naredile tople otroške roke, je bil v notranjosti topel. Noska je vzel svoje varstvo, da ga bo čez zimo grel. Nato se je hitro vrnil na svoj prostor, saj otroci niso smeli opaziti, da ima pravzaprav čudežno moč. Zavedali pa so se, da se bo Kepo stopil v prvih toplejših žarkih. In to se je tudi zgodilo. Vsi so obnemeli, ko so na tleh zagledali klobčič zvitega ježka. Zaskrbljeni za njegovo zdravje so ga odnesli domov. Pripravili so mu lepo leseno škatlo in vanjo položili mehko odejico, s katero so ga pokrili. Vsak dan so bili ob njem in ga božali. Ljubezen in toplina, ki sta ga obdajali, sta Noska obudili. Ob jutranjem svitu je znova odprl oči. Zdelo se mu je malce nenavadno, ko je zagledal pisano paleto mavričnih barv. Še enkrat si je pomel oči. Čudeža še ni bilo konec, saj je zaslišal prvi zvok. Od sreče ni vedel, kaj bi storil. Poskušal je spregovoriti, vendar je sprva jecljal. Nosko se s tem ni pretirano obremenjeval, saj je vedel, da se bo z malo truda hitro naučil govoriti. Želel je že oditi, vendar je bil še zmeraj šibek. Počakal je, da so se otroci zbudili, nato jim je z veseljem pokazal, da zna čarati. Nad njegovimi vragolijami so bili zelo navdušeni.
Noska je seveda zanimalo, kje so ga našli. Šele po dolgem posvetu, ali naj mu povedo, so mu zaupali, da so ga opazili pod sneženim možem. Nad to novico je bil zelo začuden. Zanj je bilo najpomembneje, da je ostal živ. Ob slovesu so mu obljubili, da bodo tudi naslednjo zimo naredili kepa. Vesel, da so postali prijatelji, se je Nosko končno odpravil domov. Starši niso mogli verjeti svojim očem, ko se je prikazal na travniku. Vsi ježki so pohiteli k njemu. Zastal jim je dih, saj so opazili, da lahko Nosko vidi in sliši. Šele ko so se mu leni ježki opravičili, jim je zaupal, kako mu je uspelo preživeti zimo. Nosko je o svoji dogodivščini pripovedoval vsem naslednjim rodovom. Predvsem pa, da bi se iz nje naučili, da ne sme nihče izkoriščati šibkih in nemočnih. Pred vsako zimo je nesel na kraj, kjer je stal kepo 8 hrušk ali jabolk in se mu tako zahvalil. In vsako pomlad je na tleh zagledal nekaj koščic. Tako je vedel, da je kepo z veseljem pojedel sadeže. Tudi otroci so ga tam zmeraj pričakali. Njihovo druženje se je končalo s kakšno čarovniško zvijačo in vednostjo, da so vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Dragi otroci, ta pravljica vam pove, da je lepo, če ste vedno pripravljeni pomagati drug drugemu. Kako ganljiva pravljica. Resnično se me je dotaknila. In kako pogumen je bil Nosko, prav neverjetno. Vsaka ovira v njegovem življenju je zanj pomenila le nov izziv in vsakega izziva se je lotil z neverjetno vnemo ter pogumom. Bravo, Nosko. Moram pa priznati, da so me razžalostili njegovi prijatelji, ki so mu radi ponagajali ter ga celo izkoriščali. To zagotovo ni prav. Pohvalno pa je, da so se mu na koncu opravičili. In zakaj je ta pravljica nekaj posebnega? Tudi zato, ker lahko na zadnjih straneh zasledimo znakovni jezik za gluhe in naglušne ter tudi slovensko Braillevo abecedo. Abecedo za slepe in slabovidne. Če pa slučajno še niste zasledili, kako izgleda, je to takole. Torej slovenska abeceda za znakovni jezik in Brailleva abeceda s takšnimi drobnimi pikicami, ki je namenjena slepim in slabovidnim. Draga Jona, najlepša hvala za idejo o zares čudoviti ter čudežni slovenski pravljici. Iskrena zahvala pa tudi gospe Daši Peperko, mojstrici slovenskega znakovnega jezika. Namreč z njeno pomočjo bodo pravljico lahko spremljali tudi gluhi in naglušni. Srčna hvala še enkrat. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še slovenski pravljici, ki jo je napisala slovenska pisateljica Svetlana Makarovič z naslovom Veveriček posebne sorte. V tej pravljici boste spoznali veverička po imenu Čopek, ki se je skotil skrivljeno sprednjo tačico in tako ni mogel raziskovati gozda ter se igrati s svojimi bratci in sestricami. Tudi ta pravljica je zares čudovita. Prijazen pozdravček vsem in otroci, pazite na svoje zdravje, kajti zdravje je naše največje bogastvo. Lepo se imejte in uživajte. Jona, tebi pa še enkrat najlepša hvala. Čau, čau.